Dobrodošli na novinarski konferenci Nogometnega kluba Jesenice. Namen današnjega srečanja je predstavitev sodelovanja z Nogometnim klubom Domžale in predstavitev novega članskega trenerja. Kar izvolite, gospod predsednik, Kasimir Jusufović. Pozdravljeni vsi na današnji novinarski konferenci. Konferenca je organizirana z namenom predstavitve sodelovanja med Nogometnim klubom Jesenice in Nogometnim klubom Domžale in predstavitvijo novega trenerja članske ekipe Nogometnega kluba Jesenice, katerega bojo pač nam dali iz Nogometnega kluba Domžale. Namen sodelovanja z Nogometnim klubom Domžale je pač, da na Jesenicah dvignemo ta neki strokovni pa organizacijski nivo Nogometnega kluba in mislimo, da bomo s tem lahko naredili en korak naprej. Boljšega partnerja, kot je Nogometni klub Domžale, mislim, da ne bi mogli niti dobiti. Besedo bi predal kar direktorju Nogometnega kluba Domžale, pa ne še nekaj povedati. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Me veseli, da smo se danes tukaj izbrali pri predstavitvi tega našega novega projekta. Mi že desetletja ali pa več let, predvsem v lokalnem okolju, spodbujamo tudi ostale nogometne klube, pomagamo tam, kjer lahko, predvsem svojim znanjem in pa know-howom, ki ga imamo okrog vodenja in pa razvoja nogometnega kluba. Projekt, ki so nam ga predstavili na Jesenicah, je zelo ambiciozen, mislim, da je tudi na zdravih temeljih nastavljen in verjamemo, da je projekt takšen, da bo v prihodnjih letih obrodil sadove in da bodo mnoge generacije mladih nogometašov na Jesenicah lahko nogometno dobro izobražene. Mi imamo tudi trenutno srečo, da dva fanta, Edin Krupič in pa Luka Dužanka-Hodžič iz Jeseničana igrata v naši članski ekipi. Naša želja je, da bi bilo teh fantov v naslednjih letih še več. Videl sem slike, kako številčen je mladinski pogon. Verjamem, da ob naši skromni pomoči, kolikor smo sposobni, lahko vse skupaj dvignemo še na višji nivo. Res je, del sodelovanja je tudi to, da bo Senad prevzel vodenje članske ekipe, kjer verjamem, da so tudi cilji v naslednji sezoni za Jesenice najvišji. Mi Senadom že nekaj časa sodelujemo, na zadnjem bil tudi pri našem partnerskem klubu v NKDOB, kjer je odlično pravil svoje delo in veseli me, da je odprla se tudi za njega ta priložnost, definitivno si jo zasluži in verjamem, da bo to priložnost na Jesenicah tudi izkoristil. Tako da poleg ostalih stvari bomo probali organizirati tudi kakšno prijateljsko tekmo, vsekakor bomo redno se srečevali z mlajšimi kategorijami in tudi na drugih področjih bomo poskušali, tako kot sem rekel, po svojih skromnih močeh, kar se da pomagati. Tako da izjemno veseli smo, da tega sodelovanja prihaja in verjamemo in želimo si, da bo sodelovanje plodno in da bomo v prihodnjih letih lahko dobro sodelovali in da bosta oba kluba s tem sodelovanjem zadovoljna, napredovala in to je tisto, kar se vsi skupaj najbolj želimo. Ok, potem pa besedo predajamo športnemu direktorju in kaj Jesenice Mirovu Samardžiću. Pozdravljeni vsi skupaj. Kakor ste že rekla, predsednik pa direktor, gremo neko novo zgodbo, neko pozitivno zgodbo. Kakor vsi vemo, ko predstavlja klub Domžale v Sloveniji, kar se tiče mladih talentov, kot tudi članske ekipe, ki igra prvo slovensko ligo. Mislim, da ne rabimo preveč govoriti o temu. Je neka odskočna deska za naše mlade nogometaše. Če se pokaže v domačem okolju, imajo takoj opcijo za napredovanje, kar prej ni bilo tako. Tako da mislim, da, kakor sem rekel, sodelovanje med nami bo plodno. Trenutno smo v 3. ligi, cilj je, da pridemo kot člansko moštvo v 2. slovensko ligo in da tam tudi ostanemo. Naredili bomo vse, da se to izvede.
tako z naše strani kot strani NK Domžal. Imamo pa še trenerja zraven, Senada Zulića, bo glavni trener, kakor je direktor rekel, da ima izkušnje že z vodenjem ekip. Predajem besedo njemu, pa vam bo najbolj povedal, kaj pa tako. Pozdravljeni tudi z moje strani. Imenovanje za prvega trenerja članske ekipe nogometnega kluba Jesenice mi je v izjemno čast. Posebej zahvalil bi se vsem skupaj, posebej pa direktorju Mateju. Verjamem, da lahko spišemo vsi skupaj eno lepo zgodbo na Jesenice. Na današnji novinarski konferenci bi pozdravil tudi Braneta Jeršina, ki je sekretar športnega društva Jesenice, in gospoda župana Petra Bohinca, da še one dva kakšno rečete v zvezi s tem našim združevanjem z nogometnim klubom Domžale. Ja, hvala za besedo. V imenu matičnega društva bi rad čestitev za letošnje rezultate nogometnemu klubu Jesenice. V društvu smo na kolektiv, ki je pač tudi najmočnejši po številu svojih članov v nogometnem klubu, zelo ponosni. Veseli smo, da se nadaljuje ta tradicija nogometa na Jesenicah. Osebno sem pa še posebej vesel, da smo po neki krizi pred 2-3 leta se odločili pravilno, tudi s pomočjo športnega društva je klub začel neko novo obdobje in rezultat je zdaj tukaj. Želim vam seveda res lepo sodelovanje. Jaz verjamem, da je nogometni klub Domžale ta prav naslov za to povezavo. Ni iz velikega mesta, se tudi vam, da je z temi velikimi klubi, ampak je pa, kot ga jaz poznam, k srečo imam tudi enega prijatelja, ki je bil vaš bivši igralec in malo poznam vaš ustroj. Sem zelo vesel, da tudi nogometni klub Jesenice lahko stopa v bistvu po vašem razgledu in pa da boste dobro sodelovali. Še enkrat veliko sreče v novi sezoni in pa seveda z veseljem bom pa še tudi kakšno tekmo. Hvala. Pa še gospod župan. Hvala lepa za besedo. Tukaj je Brane že omenil, Brane je naša legenda in vidimo, da to, kar se je odločeval oziroma kar je naredil vsa ta leta, nekako tudi žanjemo oziroma obrodi njegovo delo dobre sadove in mislim, da temelji, ki ga vam spostavljate, novih uspehov, mislim, da so zelo trdni, dobri in na trdnih temeljih se lahko dobra zgodba tudi gradi. Jaz mislim, da gre za dobro zgodbo. Nogomet na Jesenicah je že tradicija, je dobro, bom rekel, pred Kan z mestom, mesto tudi živi z nogometom, tako da vsem res iskrene čestitke za vse opravljeno, dosedanje dosežke. Danes ste pa obrnili nov list v vašem delovanju. Upam, da se bo popisal dobro, začetki so dobri, podpisi so sveži. Jaz vam želim res vse najboljše, da bo sreča tokrat na strani hrabrih in seveda ta pogum, ki ste ga danes izkazali s tem podpisom, stopili novo pot, naj prinese uspehe, dosežke, predvsem pa tisto, kar je bistvo, da mladim na Jesenicah ponudimo možnost, nove obzorja, širitve in pa priložnost, da dosežejo tisto, za kar se pač borijo oziroma da ustvarijo svoj življenjski san. Hvala lepa. Hvala.